Lepo vas pozdravljam vse v imenu našega Gospoda, kateremu smo se vsi zbrali danes. Kakšno veselje je skupaj slaviti, biti združen v duhu, iz enega srca in iz enih ust slavimo našega ustalega, križenega, ampak ustalega Gospoda. Aleluja. To, kar nam zapovedati, bi začel z nečem, kar že veste. Ampak bi vas rad v bistvu z Gospodovo pomočjo bi vas rad na to spomnil. In to pa je tole. Vi ste poklicani od ustalega Kristusa. Vsak od vas. Vsakega od vas je Kristus osebno poklical, rekel je, pejte za mano. Poklical vsakega od vas je Kristus poklical na delo Božje besede. Poklical vas je za evangelij Božjega kraljestva. Vsak od vas je misionar. Poklical vas je, da z besedo in z močjo duha, da delate Božja dela. Tale beseda mi je prišla iz Svetega pisma. Opašite ledja svojega razuma. To je tak lep hebrejski izraz, ki pomeni, pripravite se za akcijo od odznotraj, v svojih mislih, v svojem srcu, z vsem, kar ste, pripravite se za akcijo. To piše apostol Peter v svojem pismu kristjanom, ki so bili ravno kar krščeni. Pripravite se za akcijo. Jezus vas in seveda vsakega od nas Jezus poklical, da smo njegovi učenci in učenke. In tega se moramo okleniti. A veste, beseda kristjan je v Svetem pismu sorazmerno redka, samo 3-krat jo najdemo v Novi zavezi. Besedo učenc najdemo pa več kot 100-krat. Se pravi, vizija, ki jo ima Jezus za svoje, je to, da smo njegovi učenci. Zdaj pa učenc biti je pa nekaj drugega. Učenc pa pomeni, sploh v tem, recimo, bližnjevzhodnem svetu, je to pomeni, da si skozi z učiteljem, da gledaš, kaj dela in da se počasi učiš delati vse, kar on dela. In Jezus sam je tukaj, ima program, ki je zelo, kaj ne rečem, izzivalen. On je rekel, ja, učenc ni nad učiteljem, pa služabnik ni nad gospodarjem, samo učenc, ki se bo izučil, bo postal tak kot učitelj. In potem Jezus, ki se poslavlja od učencev, reče, poslal vam Svetega Duha in boste delali moje dela in potem si drzne reči, še večja dela boste delali. Se pravi, Jezus ima čisto zares. Poglejte, kakšno vero ima Jezus v nas. A ni to presenetljivo? A ni to nekaj, kar bi nas morali zbuditi? Jezus gleda v nas in pravi, vi, zaradi Svetega Duha, ki vam bo dan, ki je isti seveda duh, ki je bil v Jezusu, zaradi tega duha boste vi delali ista dela, boste postali kakor učitelj. Ampak to, seveda na to pot moramo stopati kot učenci, kot oni majhni, ki se preprosto učijo od učitelja. Zdaj mi lahko rečete, kako pa ti to veš? Kako veš, da smo mi poklicani? Kaj zdaj to? A je to neko predrzno govorjenje? Vem, in imam popolno gotovost, da ste poklicani, da vas je vsakega od vas Gospod poklical. Zakaj? Zaradi Svetega Duha, ki ga poznate, s katerim vi ste prišli sem zato, ker vas Sveti Duh zanima, ker vas je Sveti Duh nagovoril, ker ste tisti, ki vam je Bog po svoji milosti v tej deželi naklonil imeti svojega Svetega Duha. Zato vem, da ste poklicani. In tukaj imam, v bistvu ne govorim iz sebe, tukaj imam za osnovo imam odlomek iz prvega pisma Tesaloničanom na začetku v 1. poglavju. Apostol Pavel točno na ta način govori cerkvi v Tesaloniki, se pravi v današnjem Solunu, in jim reče, vemo namreč od Boga, ljubljeni bratje, da ste izvoljeni. Prav, izvolitev pa poklicanost, to vemo, da je podobno. Zakaj? Kaj ti naš evangelij ni prišel med vas samo z besedo, ampak tudi z močjo in Svetim Duhom. In s popolno zanesljivostjo, saj veste, kakšni smo postali med vami v vaše dobro in vi ste začeli posnemati nas in Gospoda. Se pravi, vi ste začeli posnemati, vi ste postali Gospodovi učenci, tako da ga posnemate. Se pravi, Sveti Duh, ki je na vas, mi daje to gotovost, da vas spomnim na to, da ste poklicani, da vas je Jezus sam osebno vsakega tukaj poklical
da ste njegovi delavci, da ste njegove podaljšane roke in noge v tem svetu, takem, ki je mračen, zatemnen, doskrat obupan, ampak vse vas je Bog, vse Jezus, ostali Kristus vas je poklical, da ste njegova luč v tem svetu. No in moj namen pravzaprav je pa naslednji. Želel bi vas spodbuditi oziroma vam pokazati eno orodje, kako ta klic, ki je v vašem življenju in to hojo v Svetem Duhu, ki jo že hodite, kako jo utrditi. In to je z dobrim branjem Svetega pisma. Je branje Svetega pisma, pa je dobro branje Svetega pisma. Seveda, vsako branje je boljše kot nobeno branje, pa vendar obstaja branje Svetega pisma, pa obstaja dobro branje Svetega pisma. No, ampak preden konkretno spregovorim o tem, bi vas rad spomnil na eno temeljno stvar, o kateri pričuje Sveto pismo, namreč, da sta Božja beseda in Božji duh, da sta povezana in da sta globoko povezana. Zdaj vas takoj prosim, da naredite en eksperiment. Dajte roko takole hustom, pa nekaj rečete. Rečete, eno besedo rečete na glas. A ste opazili nekaj? Ne da se govoriti, ne da bi zraven tudi dihal. Začutili ste svoj dih, a je tako? No in enako je z Božjo besedo. Božja beseda pa Božji dih sta enostavno globinsko povezana, ne more biti enega brez drugega. Ko živi Bog govori, takrat v bistvu prejemamo Svetega Duha. Bog namreč, s katerim imamo opravka, ta edini živi Bog je govoreči Bog, je tisti Bog, ki se razodeva skozi govor, skozi svojo besedo. Vemo že od začetka, če gremo čisto od začetka Svetega pisma, on z besedo sploh prikliče vse v obstoj. On reče in je, in stvari stojijo. In potem govori Mojzesu, govori prorokom in potem, ker pride polnost časov, nam spregovori po svoji besedi, tisti besedi, ki je bila pri Bogu in ki je Bog. In ta beseda, vemo, je postala krhko človeško bitje in se ušotorila med nami, Jezus Kristus. On je Božja beseda v polnosti. Se pravi, ko govorimo o Božji besedi, moramo vedno najprej pomisliti na Jezusa. On je Božja beseda, tista čista, prva, 100%. In zato seveda, ko je Jezus rekel besedo, se je zgodilo. Točno tako, kot Bog ob stvarjenju, ko je Jezus rekel, so bili ljudje ozdravljeni, so bili mrtvi, obojeni, so se stvari enostavno dogajale točno tako, kot je on rekel, ker on je Božja beseda. In k njemu smo pristopili. Z njim smo povezani. V krstu smo bili pokopani skupaj z njim, obojeni skupaj z njim v to novo življenje njegovega vstajenja, se pravi združeni in z njegovim križem in z njegovim obojenjem od mrtvih. No, skratka, to je prva Božja beseda, to je tista Božja beseda v prvi obliki. Potem je pa seveda tudi Božja beseda, če tako smemo reči, v drugi obliki in to pa je zapisana Božja beseda. To pa je Sveto pismo, ki je, tako kot smo slišali, samo po sebi, res čist navadna knjiga iz papirja, gor je črnilo, pa vendar je naša izkušnja in tudi izkušnja dejansko vseh rodov krščanstva, v vseh 2000 letih naše zgodovine ta, da nam takrat, ko s preprosto vero pristopimo k tem besedilom, da nam po njih govori Bog. No in tukaj pa mogoče dobro, da si preberemo kar en odlomek, ki nam spet o tem lepo pričuje. In to bo v drugem pismu Timoteju, 3. poglavje, od 15. do 17. vrstice bom prebral. Apostol Pavel piše svojemu učencu Timoteju, tistemu, ki ga v enem smislu, ki ga je nasledil, ki je nadaljeval njegovo službo. No in smemo se danes mi tudi postaviti v te, ne rečem čevlje od Timoteja, kot tisti, ki nas je Bog danes po svoji milosti poklical, da nadaljujemo to delo, delo evangelija, ki ga je Bog sam začel in ki ga Bog sam dela. No, takole pravi Pavel Timoteju.
Prav. Že od otroštva poznaš Sveto pismo in to ti more po veri v Kristusa, Jezusa, dati modrost, ki pelje v rešitev. Vse pismo je navdihnjeno od Boga in koristno za poučevanje, svarjenje, za poboljševanje in vzgojo v pravičnosti, da bi bil Božji človek popoln in pripravljen za vsako dobro delo. Ta odlom govori o Svetem pismu in o moči Svetega pisma in o tem dejansko, kaj Sveto pismo naredi, seveda po veri v Kristusa, v Mesija Jezusa. Tukaj imamo seveda to zelo znano vrstico, ki govori o navdihnjenosti Svetega pisma, no, ampak če gremo to vrstico malo preštudirati v globino, je pravzaprav ta beseda, ki jo imamo tukaj, vse pismo je navdihnjeno od Boga. Tukaj je ena posebna beseda v izvirniku, theopneustost, ki lahko pomeni oboje. Eno, da je Sveto pismo navdihnjeno od Boga, drugo pa, da po njem nas navdihuje Bog. Izviren izraz deluje v obe smeri. Se pravi, Sveto pismo je bilo navdihnjeno takrat pred 2000 plus leti, ko so ga pisali sveti pisci, ampak ravno tako, in to pa pravzaprav iz celega odlomka vidimo, Sveto pismo je pa navdihujoče danes. Bog navdihuje po Svetem pismu, ko ga beremo v veri, kot smo tudi prebrali, in tukaj vidimo, kaj Sveto pismo dela. Najprej nam daje modrost, ki pelje v rešitev, in modrost je velika svetopisemska tema. Modrost je pravzaprav sposobnost živeti, kot je dober in prav. To je, modrost v Svetem pismu je praktična. Je tista zelo praktična znanje, sposobnost, da delamo to, kar je prav v različnih okoliščinah, v različnih tudi težkih in zoprnih okoliščinah, v katerih se najdemo. Potem prav nam daje poučevanje, svarjenje, poboljšuje nas, vzgaja nas v pravičnosti. Jezus je rekel, iščite kraljestvo in pravičnost in vse ostalo vam bo navrženo. Božje kraljestvo in Božja pravičnost, vse ostalo vam bo navrženo. In potem je tle obljuba, da bi bil Božji človek popoln. Tle je zdaj ta obljuba popolnosti in da bi bili sposobni za vsako dobro delo. Se pravi, da bi bili sposobni hoditi v tem klicu, s katerim smo poklicani, kot Jezusovi učenci, da bi bili sposobni res hoditi v duhu, delati v duhu, moriti dela mesa in obroditi ves sad duha, ki ga daje Sveti duh. To je temeljno pričevanje o Svetem pismu, ki ga imamo v samem Svetem pismu. In to vam polagam na srce, te besede, da si jih sami doma v miru preberete na koncu 3. poglavja v 2. pismu Timoteju. Premišljujte jih, ne vas Bog ne govori. Ampak predvsem je pomembno, da imamo to vizijo, da je Sveto pismo knjiga, ki je Bog nekako pripravil, da ko mi z vero pristopimo k njej, da nas Bog sam navdihuje, da prejemamo Svetega duha potem, ko beremo iz nje. Se pravi, dobro branje Svetega pisma je tisto, ki nam pomaga, da poglobimo ta svoj temeljni klic, da smo Jezusovi učenci, da smo poklicani za ta misijon Božje besede do skrajnih mej sveta. Sej veste, Jezus je obljubil, vsem svojim učencem je obljubil, prejeli boste moč Svetega duha in boste moje priče v Jeruzalemu, Judeji, Samariji in do skrajnih mej sveta. In tlele iz tiste perspektive smo mi dost blizu teh skrajnih mej, ampak tle je Bog nas poiskal. In zato nam Bog daje moč Svetega duha, ne zato, da bi se mi dobro počutili, ne zato, da bi imeli mi ne vem kakšna duhovna izkustva, ne, zato, da misijon, ki ga je štartil Jezus, ki so ga nadaljevali apostoli, da bi ta misijon potekel naprej do konca sveta in do konca časov. In zato nas Bog kliče, da mu sledimo. No, in če zdaj malo bolj konkretno povem, kako zgleda dobro branje. Najprej moramo vedeti, pravzaprav, kaj je Sveto pismo kot celota. Sveto pismo je vse skupaj ena velika zgodba, kaj Bog dela v tem svetu in kako to dela. A ste se kdaj vprašali, a ni zanimivo to,
koliko je dejansko zgodb v Svetem pismu. Imamo tam v Mojzesovih knjigah nekaj zakonov pa predpisov, ampak tega, če pogledamo vseh teh 1600 strani, tega je relativno zelo malo zapovedi navodil. Večinoma so v Svetem pismu zgodbe. Zakaj? Zato, ker nam kažejo Boga v akciji, pa tudi kažejo nam Božje ljudi v akciji. Zato, ker nas hoče trenirati, zato, da tudi mi v to postanemo del te iste akcije. Prej sem rekel, da smo vsi misionarji. A veste, kdo je največji misionar? Bog. Bog sam je prvi misionar. On ima poslanstvo. In v bistvu je resnica tale, da vsi mi smo samo udeleženi v njegovem poslanstvu. Bog nas zaradi svoje velike ljubezni nas kliče, da hoče, da smo mi njegovi sodelavci v tem velikem delu odrešitve sveta, ki je njegovo delo, ki je njegova milost, ki je njegova moč. Absolutno to ni odvisno od naše dobrote, naših zaslug, nič od tega. To je njegova moč, pa vendar nas Bog želi imeti zraven. Jezus se je odločil, da Jezus bi lahko sam rešil svet komot, pa noče. On je poklical 12-terico, on je poklical 120 učencev na Binkošti in tako naprej. In on je poklical nas, da smo njegovi sodelavci, da smo njegove roke pa noge v tem svetu. Ja, se pravi, in zdaj Bog nam je pa dal to veliko, ogromno zgodbo, ki poteka skozi veliko tisočletij, skozi veliko kultur, dežel, situacij, zato, da bi nas treniral, kako se usposobiti za to delo danes. Ravno zato, da bi nas popeli skozi najrazličnejše situacije, dobre, slabe, take, drugačne. In da bi se mi opremili, da bi Božji človek postal popoln, smo prebrali. Ne? No in ravno ob takšnem branju, ki se zaveda te velike zgodbe, seveda se nam normalno v nas začne poraja občutek za to, kje pa je pravzaprav naše konkretno mesto v tej zgodbi. Vsak od nas je poklican za učenca, samo tako, kot smo prej lepo slišali od Janeza, karizme so pa drugačne. Vsak od nas je poklican na svoj način, kako služi Kristusovemu telesu in širše svetu. Ampak ko beremo Sveto pismo, Sveti Duh veje nad nami, nad kaosom našega življenja in začne ta klic, ki je nad nas, rojevati v tem smislu, da ta klic začne dobivati eno bolj konkretno obliko, da naša vera bolj konkretno raste. Aha, zato sem tle, to moram delati, temu se moram posvetiti. No in še posebej pa nas Sveto pismo kliče s tem, kako je napisano, ker to je v bistvu odprta zgodba. Ne? Dejansko je tako, še posebej, če pogledamo apostolska dela, ker nekateri pravijo, da bi mogla biti zadnja knjiga v Svetem pismu. Ne? In v nekaterih starih krščanskih rokopisih je tudi blamen, da apostolska dela imajo odprt konc. Ne? Zakaj? Zato, ker je zdaj naslednje dejanje je na nas, je na tebi pa na meni. Sveti Duh je isti, Jezus je isti. Zdaj smo mi poklicani, da začnemo, da v veri stopimo za ostalim Gospodom, da ga poslušamo, da se mu podredimo in da hodimo po istih korakih. No, ampak da bi pa dobro hodili, da bi to svojo vlogo lahko kvalitetno odigrali, pa rabimo to pričevanje, te velike knjige, te velike zgodbe. Skratka, gre za en zelo širok pogled, ki nam ga Bog hoče odpreti. In ki želi, da ga imamo pred očmi. To je res ogromna slika. In tudi iz nje vidimo svobodo in pestrost Svetega Duha. Bog se ne ponavlja. Bog ni, sploh v Novi zavezi, Bog ni najprej Bog nekih zapovedi in prepovedi in pravil. Mogoče je tako bilo v Stari zavezi, ampak piše, dal bom svojega duha v njihovo notranjost in držali se bodo mojih postav. In Pavel pravi, zdaj pa je postava duha življenja v Kristusu Jezusu, vas je osvobodila od postave mesa in smrti. Se pravi, prava postava je zdaj Sveti Duh. In on je tisti, ki nas vodi v vso resnico, v vso pravičnost, ki nas uči vsega, kar je nas učitelj Jezus začel učiti. Se pravi, ta vizija svobode duha je pomembna. In Bog nas tukaj kliče, tako kot je rekel en biblicist, v zvesto improvizacijo. Se pravi, naša vloga je improvizirana, ampak je zvesta, ni prosta. Ravno zato pa rabimo Sveto pismo, da smo zvesti temu, kar Bog in kako Bog dela. No, nekaj konkretnih zdaj mogoče stvari, da ne bo vse tako preveč v zraku.
Kako zdaj dobro brati to veliko zgodbo? Ja, najprej seveda tako, da se zmeri, da se vedno pravimo spominjati te celote, te velike zgodbe, da jo obnovimo, da si jo sami pri sebi obnovimo. Zgodba, ki se začne s stvarjenjem, klic očaki v Izraelu, potem Mojzes, izhod iz Egipta, prihod v obljubljeno deželo, potem kraljestvo, kralj David, potem propad kraljestva, preroki, napoved Mesija, potem pa prihod Mesija, Jezus umre na križu, vstane od mrtvih, da svetega duha in potem se rodi na Binkošti, se rodi cerkev in potem imamo v tem pričevanje v pismih in potem imamo tudi še pogled naprej v Razodetju in nekaterih drugih spisih Nove zaveze. Se pravi, to je zgodba, ki gre od enega konca večnosti do drugega konca večnosti. In mi smo tukaj sredi nje nagovorjeni in poklicani, da zavzamemo svoje mesto. No, ampak potem, ko se lotimo konkretnega branja, je ena stvar, ki je pomembna. Ne? Pomembno je brati daljše odlomke. Po možnosti svetujem, da je ena enota branja je cela knjiga. Se pravi, ko se lotite brati Svetega pisma, se odločite, da boste prebrali eno knjigo. Ne vem, Evangelij po Janezu, Pregovore. Ne vem, se pravi, ena svetopisanska knjiga, ena enota. Menda sem imel v zgodnji cerkvi navado, da so... No, itak to vemo, da Pavlova pisma so prebrali v celoti. Ko je Pavel napisal pismo, ne vem, Galačanom, je prišlo to pismo v cerkvu in tam so prebrali celo pismo. To se ni drobilo na neke majhne koščke, na poglave ali pa kje neki na vrstice. Menda celo ne bi tudi cel Markov evangelij bil namenjen za enkratno branje v cerkvi. Kakšno uro, dve traja. Ampak so si vzeli čas. No, skratka, ta besedila so že v štartu bila večinoma namenjena temu, da jih bereš v velikih kosih. Ne da se sploh ne na začetku, no, ni primerno, da se poglabljamo v detajle, ker tukaj gre za to široko sliko, ki jo moramo dobiti, ki ne more ostati pred očmi. Potem pa seveda zdaj za branje Svetega pisma je potem zelo pomembno najprej seveda dobro poznavanje Nove zaveze, ker tukaj mi spreobrnjeni pogani, ker smo, tukaj mi pristopamo v svetopisansko zgodbo, tukaj se naša zgodba najde in potem seveda, ko imamo Novo zavezo, kaj ne rečem, ko jo dobro poznamo, z njeno pomočjo vstopamo tudi v Staro zavezo. Namreč, kot sem že večkrat poudaril, Jezus je tisto središče Svetega pisma. Ne? Zato so seveda evangeliji tako pomembni. Ne nazadnje, zato se pri bogoslužju evangeliji vedno berejo posebej. Imajo posebno težo v tem smislu, ker so beseda o Jezusu in njegova lastna beseda. Se pravi, prvo evangelij, Nova zaveza, Jezus v središču. Ker Jezus je tisti prvi razlagalni ključ Svetega pisma. On je uno jagnje, ki odpira knjigo s pečati. Tam sicer ni šlo na svetopismo, ampak vse velja to tudi za svetopismo. On je tisti, ki dejansko, ki je skrita resnica vsega Svetega pisma, tudi vse Stare zaveze. In še posebej, če pozorno berete, kako so recimo apostoli razlagali Staro zavezo, boste videli, da so točno v tem smislu, da so videli v njej napovedi Kristusa praktično povsod. Se pravi, on je središče, on je žarišče, on je fokus, ampak potem pa tudi, pa gremo brati Staro zavezo in jo beremo v Svetem duhu. Se pravi, tako kot nam Jezus uči. Vemo eno stvar in to je v bistvu spodbudno. Jezus sam je bral Staro zavezo. To vemo. Imamo ga v evangeljih večkrat, ga vidimo, ki je odprl odlomke in je bral. Se pravi, on je bral. In mi kot njegovi učenci si mirno lahko prvošmo reči, Jezus, prosim te, pomagaj mi, ne mi razumeti, kako si ti tale odlomek bral, tlele pri Izaiju ali pa pri Mojzesu ali pa pri Psalmu. In Jezus je zvest, da odgovori na tako molitev in nam pokaže iz njegove perspektive, kako stvar zgleda. Ker Stara zaveza sama po sebi je zelo taka odprta, in se jo da brati na različne načine, ampak kristjani jo pa beremo na en način, skozi Jezusa, skozi njega, ki je izpolnitev Stare zaveze. Bi vas spomnil na ta dogodek, potem, ko je Jezus vstal od mrtvih, na koncu Lukovega evangelija beremo o tem, da je Jezus, Jezus Kristus je odprl
učencem, apostolom in vsem svojim učencem, da bi doumeli pismo, da bi doumeli in se pravi, ravno to Jezusovo vstajenje, tukaj je ključ, tako kot je ta starokrščanski znak hero, se pravi X pa P, in včasih so tisti P kar preoblikovali, tako da zgleda kot ključ, se pravi v križu je ključ, ki odpira skrivnosti sveta in tudi odpira skrivnosti svetega pisma. In tudi Pavel pravi, da če se spreobrnemo k Gospodu, v duhu se nam odgrne zastor iz stare zaveze in lahko začnemo brati tako, kot je prav brati. In to pa je branje v duhu. Zanimivo je, da apostoli so to tako zelo ponotranjili, da ko oni citirajo staro zavezo, recimo v apostolskih delih lahko berete večkrat, da oni kar rečejo, tako govori Sveti Duh ali pa tako je napovedal Sveti Duh po nekom. Oni so tako razumeli. In tako se moramo tudi mi učiti razumeti. In to je v stari zavezi rečeno. Tako je napovedal Sveti Duh po ustih proroka Davida, recimo. Oni so dejansko s pomočjo Svetega Duha razbrali to. Se pravi, tukaj imamo eno dinamiko, ki je malo, lahko rečemo, paradoksna, ker je hkrati res oboje. Svetega Duha prejemamo po Božji besedi in hkrati pa Svetega Duha potrebujemo za razumevanje Božje besede. Ampak jaz bi temu rekel, da je to en tak cikl, življenjski cikl Jezusovih učencev in tukaj to je pot navzgor. Seveda, Bog nam daje Svetega Duha zato, da bi razumeli Sveto pismo, da bi še več duha prejeli, da bi še bolj razumeli. To je hoja z učiteljem. In k temu bi vas pozval, k temu življenjskemu kroženju, prežemanju. V to smo poklicani, v to moramo vstopati. Se pravi, v to živo kroženje Božje besede, v katero smo vključeni. In seveda Božje besede in Božjega duha v naših življenjih. In to, če mene vprašate, to je recept za to, da ohranjamo polnost Svetega Duha, da ostajamo, da hodimo v te polnosti Svetega Duha, ki jo vsi iščemo. To je to, da pustimo se nagovarjati od Božje besede in da obenem, da iščemo dejansko, da smo poslušni Svetemu Duhu, ki nam odpira Božjo besedo, ki nam daje razlago, ki nam daje razumevanje. Namreč, globoko sem prepričan, da je Sveto pismo je dano najprej in predvsem tistim, ki se dajo voditi Svetemu Duhu. Naprimer, Pavel o tem močno pričuje in to je pomembno, mogoče sploh, če se počutite nevredni ali pa če vas je strah, kaj pa, če bom narobe kaj razumel, kako je z razlago. Tukaj vam svetujem, da se predvsem res močno naslonite na Gospoda in da iščete njega, iščete Jezusa in potem tudi na Svetega Duha. In tudi, če bi se zmotili v razlagi, ne bo nič narobe, zato ker iščete Jezusa. To je neko tako načelo in ne boste se zmotili, ker Sveti Duh je zvest, da vas vodi, ampak tudi, če bi se. Podobno načelo, mislim, da je prav Sveti Avguštin nekje podal, da mora biti v biblični eksegezi zmeraj v ospredju ljubezen. Ker to je cilj Božjega dela. Vemo, Bog sam je ljubezen in kdor ljubi, ta je videl Boga in živi v Bogu in Bog ostaja v njem. Se pravi, če je to cilj naše interpretacije, tudi če bo ta interpretacija napačna, bomo mi prišli na ta prav cilj. To je zdaj tako prosto po Avguštinu. No, ampak o tem, da Sveti Duh nam odpira Božje globine tega, kar Bog hoče narediti, vam bom pa prebral iz prvega pisma Korinčanom, 2. poglavje. Cel ta odlomek je meni zmeri zanimivo brati. Pač najprej govori o tem, da kako Bog ni dal vladarjem tega sveta spoznati Kristusa. Ampak prav nam pa je Bog to razodel po duhu, in duh z veliko, tukaj duh namreč preiskuje vse, celo Božje globine. Kdo izmed ljudi pa ve, kaj je v človeku? Mar tega ne ve le človekov duh, ki je v njem. Tako tudi to, kar je v Bogu, pozna samo Božji duh. Mi nismo prejeli duha sveta, temveč duha, ki je iz Boga, da bi mogli spoznati to,
kar nam je Bog milostno podaril. Vidite, zakaj nam je dan Sveti Duh? Bog nam je podaril ogromno, ampak naš in naše človeško bitje nima kapacitete, da bi to lahko sprejemalo. In Sveti Duh nam je pa dan, da lahko to spoznavamo. Ta ogromen, neizrekljiv Božji milostni dar življenja v Jezusu Kristusu, dar večnega življenja, dar Svetega Duha, odpuščanje grehov, vse te stvari. Se pravi, Sveti Duh je tisti, ki nam odklepa to, kaj nam Bog daje in ki nam odklepa to Božje pričevanje, ki je v Svetem pismu. Se pravi, to, kar želim res postaviti pred vas, je ena taka vizija bogatega, prekipevajočega življenja. Sveti Duh, vemo, je student, ki prekipeva. Ne samo, da je to student, ki prekipeva k nam, Jezus je celo rekel, iz vas bodo potekle reke žive vode. Se pravi, ne samo, da je Bog bogat in izobilno radodaran do nas, ne, Bog v bistvu v nas želi usaditi ta bogat student, ki izvira seveda v korist drugih, da mi lahko služimo drugim, spet kot sem rekel na začetku, da smo lahko Jezusove roke pa noge za padli temni svet, ki je okrog nas. In to je vizija svobodnega življenja, zato ker nas je Kristus poklical v svobodo. Prav, apostol Pavel v pismu Galačanom prav, za svobodo vas je usvobodil Kristus, ne dejte se upreč tujaram sužnosti. Jezusov klic je nekaj najbolj osvobojajočega. On sam, vse vemo, on je rekel, če vas sin osvobodi, boste resnično svobodni. Tukaj je prava svoboda, edin tukaj je prava svoboda, drugje ni. Vsaka druga svoboda je prevara, je laž, je suženstvo v resnici. Ampak prava svoboda, ki je Jezus daje, svoboda od greha, svoboda v duhu, je ta. In prav Sveti Duh je tisti, ki nam daje to svobodo, ki jo uresničuje v nas. Skratka, moja spodbuda, moj poziv danes za vse vas, pa seveda tudi zame, za vse, ki smo tukaj, je to, da z dobrim branjem Svetega pisma, da poglobimo ta svoj klic, ki ga imamo od Gospoda, in to hojo v Svetem Duhu, da to poglobimo, da to utrdimo. No in da potem seveda na tej osnovi, da se tudi dopustimo Svetemu Duhu, da nam bolj jasno uzavesti tisto konkretno službo ali pa konkretne darove, v katere smo poklicani. Ker tako, to je vrstni red. Najprej z branjem Svetega pisma dobimo trdnost, potem pa nam Sveti Duh začne bolj jasno kazati, tukaj pa znam jaz tudi delovati, tukaj mi je pa Bog že dal nekaj, super, očitno me Jezus kliče, da se temu posvetim, da tole razvijam. Ker vsakmu se daje manifestacija duha v korist drugih, piše Pavel v pismu Korinčanom. Ni enega, ki bi izostal, ki mu Bog ne bi dajal močnega delovanja svojega duha. Zakaj? Zato, ker smo Kristusovo telo, ker smo cerkev, ker smo živ organizem. In v živem organizmu ni nobenega uda, ki bi bil mrtev. In Kristus skrbi za to. Se pravi, da začnemo razpoznavati ta klic in to delo, na katero smo poklicani, in da hodimo v tej svobodi. To je moj poziv, to je moja spodbuda. Predlagam, da potem, ko bo čas za molitev, da tudi molimo lahko za te stvari, za večji pogum, za večjo gotovost glede darov, glede klica, ki je v vsakem od vas, ki ga ima Jezus na vsakem od vas. Toliko od mene, hvala lepa. Zdaj pa, mislim, da je tudi čas za pogovor pravzaprav. Tako da je, zdaj sem odprl pač eno temo, ki je zelo velika, zelo široka in bi v njej lahko govorili veliko časa. Ampak jaz mislim, da se zdaj ustavimo in predvsem, da slišam kakšen vaš odziv, kakšno vprašanje, komentar, karkoli. Tako da izvolite. Jaz bi vprašal, bez mene ne morete storiti ničesar.
Kaj bi tu vedno dali? Nič. No, to je, točno to, vsaka moč, ki jo imamo, ni naša. To načelo, ne jaz, ampak Kristus, ali pa jaz se moram manjšati, on se mora večati, to je načelo, ki ga imamo povsod skozi vse svetopismo. Ali pa to, da moramo vsak dan vzeti svoj križ in jeti za učiteljem, to je, saj tako jaz razumem, to je enako z drugimi besedami. In Jezus enako prav, brez mene nič ne morete. Jezus je ta, ki dela, on je misionar. Mi smo samo njegovi sodelavci, mi smo njegove roke pa noge podaljšane. Mi smo njegovo telo zdaj v tem svetu. Se pravi, ja, to je zelo pomembno pred očmi. Mislim, da je zelo fajn, da ste omenili to besedo, ker je nevarnost in potem je sva skušnava, če smo izkusili enkrat delovanje duha pa njegovo moč, se moramo zelo opaziti skušnjave ponosa. Zato, ker takoj naša stara pokvarjena narava hočeš, zdaj pa lahko jaz nekaj naredim. Ne. Brez Jezusa nič ne moramo narediti. Tako da hvala za to besedo, zelo na mestu. Eno zelo pogosto vprašanje, kadarkoli kaj iz Stare zaveze preberemo, kaj je krvavega. Kaj s tem? Pavel pravi v pismu Efežanom, 6. poglavje, naš boj se ne bije proti krvi in mesu, ampak proti vladarstvom in oblastem, se pravi proti demonskim silam. In dejansko je praksa že od prve cerkve naprej kristjanov, ki beremo Staro zavezo tako, da te stvari jemljemo alegorično, simbolično. In če recimo psalmist moli proti sovražnikom, jaz molim proti mojim duhovnim sovražnikom, najprej proti mojim lastnim grehom, ki so moj mogoče najhujši sovražnik, proti stvarem, ki vidim, da me vežejo. Potem proti grehom, ki so v družbi, ki mi probajo vzeti pogum, ki mi probajo vzeti voljo do življenja, do dela in tako naprej. Stvari nas lahko obupajo včasih. In potem pa seveda tudi proti demonom. To je, tako so že cerkveni očetje brali Sveto pismo in tukaj smo kar na zelo trdnih nogah. Recimo, kaj s tem, obleganje Jerihe, pa une trombe, ki se podere obzidje in tako naprej, une trombe so razlagali kot evangelij. Kot Božjo besedo, ki podre trdnavo. Pavel pravi, da imamo orožje, ki je močno v Bogu za razrušenje trdnjav. To so zdaj duhovne stvari. Stara zaveza v tem smislu beremo tipološko. Mi seveda, Kristus nam je jasno povedal, ljubi svoje sovražnike. Se pravi, mi za naše ljudi, ki nas sovražijo, ki nam nasprotujejo, mi molimo, mi jih blagoslavljamo. Mi delamo za njihovo odrešenje, tako kot je Kristus za nas. Mi vsi smo bili Božji sovražniki nekoč. Sami po sebi smo Božji sovražniki. Taki. Ampak on nas je po milosti nas je dvignil in nas je rešil. Tako da, ja, v Stari zavezi seveda, ko bereš te stvari, te lahko kaj mi rečem, to te zna zmest ali pa potret. Ampak ne, zato pravim, Staro zavezo moramo brati v duhu in v Jezusovem duhu jo moramo brati. In Sveti duh nam pa daje razpoznati te tipologijo, da vidimo, se pravi, ne prenašamo stvari zdaj dobesedno, ampak vidimo, to je isti vzorc, s katerim se jaz spopadam. In se to že v psalmih, recimo, v psalmih imamo precej molitev proti sovražnikom, ki so besne. Ampak tako molitev jaz sam, moja osebna izkušnja je, da če to molitev obrnem proti grehom, in tudi proti demonom, oziroma če zdaj te klasično meso, svet, pa Satan, kot te tri področja, s katerimi se kristjani, na katerih se bojujemo, potem pa te psalmi čudovito delujejo, ker so strašna Božja moč za podiranje teh trdnav in v meni in okrog mene. Ampak mene bolj vprašajo, pa kakšen je to Bog, če je poslal Izraelce, da so pobili v enem dnevu 8000 mož? Ja, ampak v redu, to je pa zdaj čisto druga debata, to je pa apologetska debata. Zdaj, eno je, kaj Sveto pismo pomeni meni kot kristjanu, kot Jezusovemu učencu. Drugo je pa, kako jaz predstavim krščansko zgodbo nekomu, ki ni kristjan. Tle
To je pomembno razlikovati. Oziroma, dobro je vprašati tistega, ki pač to vprašanje postavlja, kje sploh stoji. A je on Jezusov učenec ali ni. To je zelo pomembno. Zdaj, če ni, seveda, mi smo poslani k temu, da tako kot so bili v 2. stoletju apologeti, tudi mi moramo znati dobro povedati. Zdaj, prvič je tako, ob površnem branju lahko človek dobi tak vtis, ampak recimo, če gre brati celotno zgodbo Stare zaveze, prvič vidiš, da je Bog tudi te ljudi, ki so jih Izraelci na eni točki pokončali v vojni, da je Bog jim dal stoletja čas za spreobrnenje. Se pravi, ni res, da bi jih Bog kar hotel zbrisati. In dejansko niti niso, Izraelci so bili samo eno zelo konkretno orodje Božje jeze, če tako pogledamo. In potem, ko Izraelci niso poslušali Boga, so tudi sami jih na podoben način, bomo rekli, fasali od drugih. Gre za širše vprašanje, kako sploh razmišljati o nasilju v Stari zavezi. Zdaj, moramo razumeti tudi nekaj. Bog, ko je Izraelce vzel za svoj narod, jaz to tako vidim, tukaj gre za eno božjo pedagogiko, ki napreduje po korakih. Se pravi, Bog ni sebe v celoti razodel Izraelcem, ampak jih je po korakih vodil. On jih je vodil kot narod, se pravi, je mogel dati tudi zaščito v boju, zaščito pred sovražniki in tako naprej. In tam imamo načelo zob za zob, ki je bilo mimogrede v tistem času izredno pravično načelo, ker v tistem času je ponavadi veljalo, da si stvar maščeval večkrat. Mojzes je s tem, ker je rekel zob za zob, rekel ne, samo 1 na 1, nič več. Medtem, ko v kulturnem kontekstu je bilo, ne vem, če mi ti zbiješ 1 zob, jaz ti zbijem 4 v tem smislu. Se pravi, Mojzes sam je že omejil to, kaj sme človek nazaj v povračilo narediti, ampak Božja seveda vzgoja pa napredovala. Tako da imamo že v Stari zavezi, paste, imamo knjige, kot je recimo Jonova knjiga, pa tudi druge, ki začnejo govoriti celo o Izraelovih sovražnikih kot tistih, ki se jih je treba usmiliti in ki se jih Bog usmili. Že v Stari zavezi govorim. Potem je pa Jezus samo seveda to linijo pelil naprej in je rekel, slišali ste, da je bo starim rečeno, sovražite svoje sovražnike, jaz pa vam pravim, ljubite svoje sovražnike. Jezus je pa to stvar radikaliziral. Se pravi, Bog je vzgojno pelil svoje ljudstvo do te točke, da ne bi spoznali, kaj pa je zdaj prava ljubezen, kaj je tista čista Božja ljubezen in čista Božja volja. To mislim, da je en tak odgovor. Je pa tako, Bog je vse ustvaril. V resnici je Bog lastnik vsega našega diha in vsega našega premika z mezincem. Ker če ne bilo Boga, tudi tega ne bi mogli narediti. In zdaj, kdo smo mi, da njegovo stvarstvo smetimo z našimi grehi in z našimi umazanijami? Kako si mi to drznemo? In takole, a ni tudi zdravnik, ki vidi, da je telo bolano, a ne naredi tega, da odreže en del, zato da se ne bi ostalo okužili. No in tako Bog seveda tudi svojo pravično sodbo lahko odstrani zlo včasih, ampak to dela kot dober in usmiljen Bog, kot on, ki hoče dobro in ki je pokazal človeku, kako ne bi bilo dobro. Tukaj jasno ljudem, ki sploh ne verujejo v Boga, je tako stvar težko sprejeti, zato ker mi živimo v družbi, kjer je človek postavljen na mesto Boga. To je pač dediščina tega razsvetljenskega humanizma, kjer je človek v središču vesolja. In to pa je težka stvar, kako se s tem konfrontirati. Ampak se pravim, tukaj jaz osebno menim, da bolj pomemben odgovor je tukaj, da ljudi peljemo najprej k Jezusu in da gledamo tudi da ne Jezus ljudem odklene staro zavezo. On pa ima ključe in ima avtoriteto. Vprašanje je tudi, prej ste rekel, ker Mojzes je rekel, zob za zob. Zakaj bi pa že takrat tako rekel, zakaj pa že ni takrat drugače povedal? Ja, ampak vse vemo, da Mojzes saj nekatere stvari je Jezus potem rekel, zaradi njihove trdosrčnosti tako naredil. Recimo, dovolil je ločitev pod določenimi pogoji, Mojzes. Jezus pa ne. Ljudje niso bili pripravljeni. Ljudje so začeli, oni so dobili prve začetne nauke o tem, kaj sploh pomeni biti človek, ki hodi z Bogom, ki sledi Bogu. In zato govorimo o tej tako imenovani božji pedagogiki. Najprej vrtec, pol osnovna šola, pol srednja šola, pol šele faks. Tako,
tako nekoliko se da in mislim, da so tudi cerkveni očetje so se tako lotevali tega, ne, da so razumeli, da pač tam so bili ti, in tudi se je tudi Pavel prav, Pavel nekje omenja staro zavezo s temi besedami, prav, da so to začetni nauki sveta. Ne, se pravi, to je začetna stvar, ki je Bog začel delati. Ljudje niso bili pripravljeni na to. Ampak meni to, kar je meni zanimivo, je to, da dejansko že v stari zavezi najdemo tudi ljubezen do sovražnikov. To ni nekaj, kar bi Jezus kar iz nič vzel. On je dejansko tudi to že v stari zavezi poiskal in samo razvil do polnosti. Tako da ne se bati stare zaveze. To je težko. Seveda zaradi sveta, v kakršnem živimo, je to včasih, stara zaveza dobiva zelo velik, kaj ne rečem, je pod hudim medijskim napadom oziroma napadom družbenim. Mislim, da je tukaj za strašno krivico, da ti teksti si tega absolutno ne zaslužijo, ker sploh, če sledite lepo celi niti stare zaveze, vidite, da gre že tam za Boga, ki je usmiljen in ki odpušča in ki išče spravo, ki kliče ljudi k spokorjenju, ki je pa tudi pravičen in ki kaznuje. Saj ne nazadnje tudi mi verujemo, da bo Bog na koncu sodil človeštvo. In ljudje, ki se nočejo spokoriti, bodo sojeni. A ne? Saj to je tudi, to se ni spremenilo v tem smislu. Težava imam včasih s tem, to je drugo področje, me predstava o Bogu, ki je usmiljen in hkrati pravičen, ne? Bogu, ki je čista, popolna ljubezen, ampak v enem, ki bo tudi sodil greha. To je druga debata zdaj. Tako da, še enkrat, ne se bati stare zaveze, zaupajte Svetemu Duhu, zaupajte Jezusu. Jezus je bral vse to. Vprašajte Jezus, kako si ti tole prebral. Vam bo dal. Se vas vreme tem, kot ste v razlagi, zato hvala za vašo razlago, ker v bistvu, ko se te v konfrontaciji z ljudmi, ki preberejo, to je Jezus, Ja, mi slišimo obtožbo, ki izhaja iz temeljne nevere sploh v Boga in v Jezusa in v Božjo ljubezen in Božjo dobroto in iz tle ven že dobimo neko v bistvu perverzno razlago stare zaveze, ki je dejansko je perverzna, ne moram drugače reči. Ampak ta nas toliko napada, da potem mi težko poslušamo Svetega Duha, kaj pa res govori Sveti Duh prek teh odlomkov. Ne? To je pa stvar duhovnega boja v bistvu, no? V katerem smo, v taki družbi živimo. Ja, kaj je naša naloga, zdaj recimo vidimo, kakve so potrebe za politike, da bi molili, pa za koliko je stvarstvo, tudi varimo pa sebe, za tvoje potrebe, pa potrebe ljudi. Kaj je to molitev najbolj naša dožnost za te potrebe? Gotovo je tudi molitev, ampak jaz takole vidim, no, da prva stvar pravzaprav, kako Jezus deluje, je pravzaprav tako, da Jezus je rekel, naredite, ne, ko je dal poslanstvo na koncu Matejevega evangelija, je rekel, pojdite po vsem svetu, naredite vse narode za moje učence. Se pravi, Jezusa zanimajo učenci. Se pravi, po mojem, jaz to tako vidim, to je moje mnenje zdaj. Jaz gledam, katere ljudi je Bog pripeljal v moje življenje tako, da jim lahko nekaj povem, da jim lahko nekaj svetujem, da to, kar imam zapovedati, da sprejmejo z veseljem. In to so tisti ljudi, ki jim jaz pomagam, da rastejo kot Jezusovi učenci. To je po mojem prvi klic, ki ga imamo vsi, ker vsi imamo ljudi, vsak od vas stavim, vsak od vas, ki tukaj sedite, imate koga, ki prihaja k vam ali na svet, ali po tolažbo, ali po pomoč, ali po vodstvo. In tam vam je Bog že pripravil delo. To je ta osnoven klic. Potem pa so seveda tle različne karizme. Nekdo se bo bolj posvetil molitvi, nekdo bo bolj se posvetil, ne vem, tolažbi, nekdo bo imel dar ozdravljenja, bo molil za ozdravitve, nekdo bo imel preroške besede, pa bo na ta način spodbujal ljudi. Se vemo, karizem duha je ogromno in duh je zelo svoboden. Je pa dobro, seveda, mi kot skupnost pa moramo seveda zvesto moliti za svet, to pa nam prav, Sveto pismo, neprestano prav, ne, da del vsakega krščanskega bogosluženja bi bila molitev prav za posvetne oblasti,
In to je bilo napisano v času, ko ni šlo kristjanom fajn. Sploh ne, ne, molite za njih. Molite za njih, da malo živeli v miru. In to je, ker cerkev, po oblasti, ki jo ima zaradi Jezusa, je v resnici, čeprav je cerkev navzven šibka in krhka in zgleda vse skupaj nič, oblast, ki je v njej, je pa oblast, ki je večja od tega sveta. Ne? In zato cerkev sme in more moliti z veliko zaupnostjo v Bogu za ta padu pokvarjen svet. Ne? In tudi zelo dobro je, mislim, da je zelo pomembno, da se ne pustimo preveč ujeti v to zgražanje, v tem, koliko je vse slabo, v tem, koliko so ljudje grešni. To je sicer res, ampak Bog gleda z obratne strani, ne? Bog gleda na nas, ker nas je tle pripravil in nas hoče spodbuditi in nam dati pogum in veselje, da malo luči, da malo zdravja, da malo zdravljenja v ta bolan svet prinesemo. In to pa mi moramo, ne zaradi nas, ampak zaradi njega. On nam daje to moč. Vsekakor, ja, molitev za vse oblasti to je svetopisemska stvar. Izvolite. Mene pa zanima, če sem se enkrat kregala z Bogom, ne? A bi morda prišli pred mikrofon, ker ne sliši ostale? Ja, pa bolj glasno. Dajte. Jaz sem se pred leti kregala z Bogom, bila sem v proizvodnji. Mislim, delala sem v tovarni v razvoju za proizvodno. In pojavili so se mi veliki problemi pri enih marmeladah, ki so postajali vedno bolj trde. Enkrat je bilo v redu, drugih se je pa kar naenkrat pojavilo, ne? In seveda molila sem, darovala sem za svete maše in se vlekli kaj do en let pa pol to, ne. Potem sem pa enkrat rekla, Bog, veš kaj, ti si kriv, če meni daš ideje, zakaj jaz tega problema ne rešim. No in potem mi je pokapitelj dal probleme, mi povedal tudi tak problem, da nisem nikjer v literaturi mogla dobiti, ne. No in mi pa povedal, kaj ne naredim in sem res tisto naredila in se problem rešil. Za mene pa to grozno žrl, da delaš eni tovarni, da je toliko ljudi od tebe, v bistvu, pa tudi od drugih seveda. Sam razvoj je eden izmed najpomembnejših stvari povsod, tudi tovarni. In sem se toliko sekirala, da sem pol takrat precej shujšala. No? Sicer, da se problem rešil, da potem to vse lažje. Ja. Kaj vi mislite, a se ti lahko tako z Bogom kregaš, če ti noče povedati, pa da izsiljuješ? A ste kdaj brali Jobovo knjigo? Jaz sem verjetno že pozabila. No, pol imate odgovor tam. V Jobovi knjigi se Job ves čas skrajno krega z Bogom. In zraven ima pa 3 pobožne prijatelje, ki pravijo, ne smeš tako, ti to ne gre. Ne. In bolj na koncu knjige Bog spregovori in je jezen na one 3 pobožne prijatelje. Seveda, ni to idealno, da se mi kregamo z Bogom, sam takole, ne, tako kreganje pravzaprav pomeni vero. In Bog pa išče vero bolj kot kaj drugega. Takrat, ko ste vi tako rekli Bogu, ste pokazali resno vero. Ne, in Bog ima rajš to, da mi izrekamo lepe, formalno, politično korektne molitve, ki pa nič ne pomenijo, ne. Prav to ljudstvo me časti, vse veste, ne, me časti svojimi usnicami, njihovo srce pa je daleč od mene. Ne, nekdo, ki se krega, ta je Bogu bliz. Ne, in Bog je močen, da tazga človeka pripelje, se vam je odgovoril. Bog, jaz tako mislim, najhujše je Bogu to, da mi v bistvu ljudje, da njega ne jemljemo resno. In če se pa kregaš, pomeni pa, da ga jemlješ resno. To si v enem resnem odnosu, ok, se kregaš, ampak ga jemlješ resno. In to in tudi ne nazadnje, ogromen psalmov je tudi takih, pa tudi preroki in tako naprej, vsi so prišli, mnogi so prišli do točke, ko so se sprli z Bogom. Direktno, tega imate veliko v Svetem pismu. In Bog ni nikoli rekel, ne, tako se pa z Bogom ne pogovarja, ne, sploh ne. Mislim, če so odzadaj dobra dejanja, potem je to No seveda, če je motiv ta prav, seveda, ampak vaš motiv je bil ta prav. Vaš motiv je bil to, da ste hoteli, da se nekaj dobrega zgodi, ne, in da tudi v tem smislu, da se Bog proslavi. Ne. Tako da, ja. Mogoče sem tako v okviru, kaj pa je tebe nagovorilo, ne? Ja. Kaj je tebe
samo usmerilo v Božjo besedo. Tvoje življenje, ali to bilo nekako linearno? Ne, ni bilo linearno, sploh ne, več od tega. Kaj je razlog tega, da si? Ja, moje pričevanje je dolga zgodba, ki jo lahko mogoče zelo na kratko povzamem. Jaz sem iz ateistične družine, ki ni bila sicer nasprotna krščanstvu, ampak pač jaz nisem bil nikakor vzgojen v nobeni krščanski veri. In potem, ko sem bil najstnik, sem začel zelo iskati po raznih teh vzhodnih duhovnostih in pač New Age in vse to, a ne. In krščanstvo mi je bilo zmeri tisti nekaj najbolj brezvezenega, tako sem si mislil, ne. Tako da, ampak Bog je pa posegel parkrat zelo drastično v moje življenje in no, na koncu se je tako se je zgodilo, da sem en prijatelj, ki sem ga poznal, me je povabil v Binkošno cerkev, ki je tudi karizmatična, in jaz sem prišel tja ves poln samega sebe in tam on pridigar je nekaj govoril, in jaz sem bil ves pameten in sem tako v svoji glavi sem razlagal samo sebi, zakaj on nima prav. Potem je pa on iz Prižnice odgovoril na moje misli. In to se je zgodilo enkrat, to se je zgodilo dvakrat, to se je zgodilo trikrat, pa me je pa strah. Totalno sem videl, da sem razkrinkan. In po, ko je bilo konc bogoslužja, sem rekel, molite zame, grešnik sem totalen. In se pravi, Bog me je razsekal na koščke. In pol, jaz sem prej probal brati Novo zavezo, sam je nisem mogel. Pa so mi jo dali in sem jo požrl, dobesedno, v 3 dneh. Potem sem jo še enkrat prebral in nisem mogel nehati. In v glavnem, ja, totalno lakota, tako nas je podoben, kot si ti prej ne moreš nehati brati. Ne. In malo potem, ja, pa sem tudi tako, sem čutil blazno lakoto potem, da bi v izvirniku lahko to bral, ker sem videl, ja, prevodi so različni, pa kaj zdaj to pa ona, ne. In potem sem si nekoliko dubil grško Novo zavezo, sem se počasi učil brati, enostavno ne zaradi kakšnih akademskih ciljev, sploh ne, ampak zato, da bi lahko bral Novo zavezo v originalu, da lahko to je bilo tisto, ki me je tako zagravilo. Tako da ja, mislim, vsekakor je bilo zame to del tega spreobrnenja, da sem prišel v Bogu. Kako pravijo, ja, sam da je zdravje, sam zdravje ti želim pa vse, sam da zdravje imamo, pa imamo vse. Saj veste, da ni tako. Lahko imaš zdravje, pa živiš skrajno bedno življenje. Lahko pa glih to, da pride kakšna taka stvar boleča v tvoje življenje, ti da začneš razmišljati, pa se spreobrneš, pa se obrneš v Bogu. Mislim, seveda je Jezus tisti, ki ozdravlja, gotovo tudi, ne. Ampak Jezusovo ozdravljenje so zmeri znamenja v tem smislu, ki nam kažejo k njemu, da nas se z vero, z zaupanjem, s popolnim zaupanjem nanj naslonimo. To je smisel ozdravljenja, ne. In kolikor bomo zdravi, enkrat bomo umrli, ne, mislim, razen če Jezus prej ne pride, ne. Ampak tako je, ne. Se pravi, zdravje ni, ljudje, mislim, da je zdravje lahko danes malik. In je en od malikov v današnji družbi. In tudi pogledajte, kakšne vse stvari ljudje delajo za zdravje, kakšno askezo izvajajo za zdravje, vse je za zdravje, koliko denarja, koliko časa, koliko trudov, koliko že ne, se pravi, ja, prej smo molili, ne, da ne bi malikovali, da bi imeli enega Boga. Danes mislim, da moramo biti pametni kristjani pri tem, kaj so ti drugi bogovi, ker so, mislim, da zdravje je en od lažnih bogov danes. Ali nam priporočate poleg Svetega pisma še kakšno knjigo, ki bi jo ob tem brali za boljše razumevanje? Svetega pisma? Ja, te literature je veliko. Dejansko smo na svetopisemski družbi 2 taki knjigci pripravili in jih priporočam. Ena se imenuje Bistvenih 100, v njej je 100 odlomkov, 50 iz stare, 50 iz Nove zaveze, ki so tudi razloženi malo tako kot molitveno in tisti je en tak dober splošen uvod v svetopismo, ker vam da, če boste šli skozi to, boste dobili to širšo sliko, o kateri sem govoril, ne? Ta glavne točke v zgodbi. No, druga knjižica je pa Vstopi v dramo odrešenja. Je pa tudi govori prav, je uvod v svetopismo, ki pomaga
gre skozi delno, sem tudi predstavil nekatere stvari, ravno to, kako dobro vstopati v Božjo zgodbo. Tako da to dvoje vam priporočam. Hvala lepa.